Dobro večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Poslanci odštevajo še zadnje kilometre do izteka mandata. Ker se zavedajo, da jih naslednjič morda ne bo več zraven, poskušajo izkoristiti še zadnje atome moči in vpliva. Latoja, kako konkretno to izgleda? Čau, Slavko! Občutek je, kot da ti na vsakem koraku poskušajo nekaj prodati. Tukaj v prostorih državnega zbora je celo nekaj manjših stojnic in ne boš verjel. Na eni izmed njih sem našla plišasto voodoo lutko Marjana Šarca. Pa kaj to prodajajo? Igrače, spominke ali bižuterijo? Ma prodajajo vse živo, predvsem pa razne usluge in svetovanja, ponujajo pomoč pri spremembah zakonodaje, predstavljajo razne poslovne modele in podobno. In če je čas, vmes sprejmejo še kak zakon, da si zaslužijo poslansko plačo. Le v kaj se spreminja naš hram demokracije? Jaz mislim, da bi si oni predvsem radi omogočili dostojno izven parlamentarno življenje. No, ravno pred pol ure se je končala prezentacija poslanca Marka Ferluge, ki je kolegom predstavil en zanimiv poslovni model. Predlagam, da kar pogledamo. Čau! Moja ideja je, da prodamo Triglav in bom narisal, da ne bo pomote, govorimo o gori Triglav in ne o zavarovalnici Triglav. Vidim, da se nekateri smejite, ampak mislim popolnoma resno. Za začetek moram na Amaliji Triglav spraviti les, to je zdaj surovina, ki jo imamo v TNP-ju dovolj in iz njega naredimo apartmaje. Gre seveda za luksuzne apartmaje, za najbogatejše goste, VIP, se razume. Drugi korak pa je, da v Aljažev stolp napeljemo vodo in to nam bo omogočilo postavitev savne in bazena, tudi par drugih, se pravi, majhnih hribov bi lahko prodali, bi 3 milijone lahko že leto zaslužili, če bi se resno posvetili temu. Poslanci so danes na pol zares, na pol privat razpravljali o kriptovalutah. Slišati je, da ni bilo malo takšnih, ki so bili pripravljeni investirati po nekaj 100 ali 1000 evrov za nakup bitcoinov in ostalih kriptovalut. So kaj zaslužili, izgubili ali morda zamudili ta vlak? Prisluhnimo. Nimate pojma o kriptu in teh stvarih, ne štekate, da so to najbolj varne finančne transakcije, brez mešavanja bank in da zdaj ne nabijam, ne? A veste, imam frende v Mariboru, ko so služili na Ethereumu pa teh zadevah. Jaz sicer ne, sem bil žalosten, da nisem bil zraven. Upam pa, da me še kaj povabijo, da malo pokasiram. No, sam povem, če koga zanima, baje kupujeta tudi gospoda Franc Jurša in Janez Janša. Besedo ima gospod Gorenc. Oprostite, ampak jaz vam dovolj teh snežičev in prijateljev z Maribora, ker kriptovaluta niso nič drugega kot pranje denarja. Pranje denarja, nič drugega, a veste. Sistem je popolnoma isti, ne? In tudi fair. Poglejte, nekdo nek sumljiv denar kar nekam nakaže, ne? In potem kar od nekje pridejo milijoni, za katere te noben nič ne vpraša. Torej, eni smo fajn zaslužili, ne? Bi rekli v tej družbi, no? Sej, tisti, ki so veliko investirali v bitcoine ali pa še kaj drugega, ne? Prikimavajo. Imamo pa težave zdaj, ker to je problem, da je doba velikih donosov žal mimo. Oba vive, gospod Middendorfer, da se mi z mutnimi posli ne ukvarjamo. Da v nobenem primeru, niti teoretično ne mislimo mi nobenih kriptovalut nabaviti. To je samo še ena metoda te vlade za denarne goljufije na tem področju. Samo še ena Soroševa zarota proti desnici. Zadeva je legalna, to je dejstvo. Jaz sem investirala 100 evrov in dobila čuka 500, da bom letos poleti lahko šla na morje na en samoten otok nekje v Grčiji in tu ne s navis trajektom, ampak z letalom. In to si bo prvošla. Zakaj? Vprašajte Grimsa, fotoreporterja. Popoldne so poslance v državnem zboru zamenjali otroci, iskreni in nepokvarjeni, a dovolj zreli in radovedni, da s pravimi vprašanji spravijo v zadrego celoten državni vrh. Poglejmo. Smo sredi zasedanja 28. nacionalnega otroškega parlamenta. Zaenkrat nismo dobili še nobenih odgovorov. Tri lučke so še. Daj poglej tam. Ja, prosim? Jaz imam vprašanje za gospoda Brgleza, zakaj se ukvarja samo s priznanjem Palestine? Kaj bo Katalonija?
Kaj boste naredili z njo pa to? Najlepše hvala tudi za to vprašanje. Moram priznati, da sem upal, da se bomo lahko danes le izognili tem temam, da ne bo kot vedno, ampak v resnici sploh niste poslanec in ne mislim odgovarjati. Jaz bi pa vprašal gospoda Pahorja, ki je vodil vlado in to državo v času, ki se je odločala od T6 in ker se zdaj ugotavlja, da je šlo za pranje denarja in korupcijo, ali se čutite odgovorni in boste pustili svoje predsedstvo? Hvala. V tem smislu bi mi lahko čestital, da mi je to uspelo. To je tak moj dosežek. Hočem reči, da ste mladi danes malo nespoštljivi do moje generacije, ko boste pa vi kaj naredili v življenju, pa se vidimo tukaj. Gospod Carar, zakaj ste speljali okrog Slovenije bodečo žico, ali se vam zdi to humana rešitev begunske krize? Vas vprašam. Očitno ta šola, starši in mi ne delamo tega kar tako, brez veze, ampak smo to naredili, ker smo starejši in pametnejši, ker imamo mi vedno prav in v to nikoli ne dvomimo. Pred državnim zborom je zdaj naš mladi dopisnik Bozo z ekipo novinarskega krožka. Pozdravljeni, fantje. Dober večer, kolega Slavko. Zdravo. Čau. No, kako ste zadovoljni z delovanjem parlamenta in odgovori predsednikov? Parlament deluje, to je okej, ampak oni trije pa nam niso nič povedali. Ne vem, kako je to zgledali po televiziji, me se zdelo, da nas malo podcenjujejo. Se popolnoma strinjam, bili so zelo pokroviteljski. Sploh nas niso jemali resen. Jaz sem jih lepo prosil za izjave, pa sem jih dal vedeti, da imajo pomembnejšo delo. Pa sem se pa fotkal z našimi sošolkami. Fantje, žal je tako, da boste morali še malo odrasti, potem pa jim boste že vrnili milo za drago. No, zdaj pa domov in spat. Ura je že pozna. Lahko noč. Kva, gremo in drink. Ampak kdo kaj denarja? Za dodaten zaslužek je poskrbel tudi Karel Erjavec. Potem, ko ga noben normalen predsednik vlade verjetno ne bo več postavil za zunanjega ministra, zdaj poskuša svoje diplomatske veščine čim bolje unovčiti. Na svoji zasebni diplomatski akademiji je začel predavati predmet turbofolk diplomacija. Poglejmo. Dragi tečajniki, na začetku sem lep pozdrav. Veliko vas je, včasih bi rekel, da vas je kar Rusov. Moje ime je Karel in bom predaval predmet turbofolk diplomacija. Zdaj tisti, ki ste v prejšnjem semestru hodili na moja predavanja iz pop politike, veste, kakšen je moj način dela. Imeli bomo tudi posebno delavnico Poziraj kot Pahor. Vsak od vas bo moral odpreti tudi Instagram račun, jaz pa bom ocenjeval vaše objave. Bistvo predmeta najlažje povzamem z besedami grškega pisca, ki pravi: preden veter odnese besede, prever, kam piha. Mnogi diplomati so mnenja, da Erjavec kot predavatelj nima dovolj strokovnih kompetenc. Poleg tega pa se kot zunanji minister v zadnjih 3 vladah ni preveč izkazal. Poglejmo, kaj je o tem za Studio City povedal Dimitrij Rupel, oče slovenske diplomacije. Kaj si vi mislite o Erjavčevi akademiji? Ne, to ni nobena resna akademija, to je bolj tako en tečaj. Okej, pa delavnica celo. Ampak a je to problem, če diplomacijo neke države vodi amaterne, tako kot našo dejansko v zadnjih 6 let? Ne, amater je... A je Erjavc profesionalc? Erjavc je sam po sebi v redu. Jaz pač večkrat pogledam stran, a veste, in se ne mislim kar nekaj vmešavati. No, saj tu še ni zares nič naredil, ne, tako da je imel malo možnosti za napake, razumete? Ja, ampak če začnejo pri Hrvaški, kjer se ne bi zdaj zgodilo to, kar se mora zgoditi, to, kar določa arbitražna pogodba. Če bo treba, tudi z vojsko. Kako ocenjujete tukaj delo ministra? Tu jim je ratal res orang zamočiti. Ja, pol mi pa sam to povejte še, kdo ima prav, Anglija ali Rusija? Za koga bi se morala po vaše postaviti Slovenija v tem sporu? Ja, tega jaz ne vem. Koga bi vi podprli? Jaz sem pripravljen sodelovati, pomagati, svetovati. Sam me nikoli noben ne pokliče. Jaz imam vse kontakte, bivše veleposlanike. Dobro jih poznam, žure smo skupaj in bi lahko
nekaj naredil in povzročil spremembe, to bi bilo zelo učinkovito. Mislim, da nam manjka nekaj mojega šarma. Torej, če prav razumem, če bi vas gospodar Javc poklical na pomoč, bi se odzval. Ja, z veseljem. Pa bi lahko delali pod njegovim vodstvom, ne? Veš kaj, zmeto so zdaj že par let skupaj samo v bajti in bi iskreno naredil zdaj karkoli, sam da grem malo stran od doma. Okej. Potem, ko je slovenska policija konec lanskega leta kupila nov vodni top, je danes javnosti predstavila še drugega. Gre za enak model istega proizvajalca, ki je tako kot prvi stal dober 1 milijon evrov. Zanimalo nas je, zakaj naenkrat potrebujemo kar 2 specialni vozili z vodnim topom. Se pripravlja kaj resnega? Ja, Slovenc je tak, da če ima sosed nekaj novega, moraš tudi imeti nekaj novega, ne? In mi bomo to še enega nabavili. Pa še jih bomo mogli, ker v Sloveniji, to je mehna država in če se začnejo v Ljubljani protesti, se pa začne še v Mariboru, ne? Razumete? In ni šans, da se klele vozimo Ljubljana, Maribor, gor pa dol. Ker tu ne vemo, rab vinjeta ali ne rab vinjeta, pa ogromno žre nad 100 kilometrov, razumete? In ne moreš z ljubljansko vodo Štajerca špricat, zato ker je pretrda. Vi ste šofer tega vozila, kje ste se ga naučili upravljati? Trenirali smo na protestih v Grčiji, povabila nas je tudi Španija, protestniki so padali kot muhe. Ali voznik samo vozi, ali z njim tudi strelja oziroma šprica? Ja, vozim pa špricam seveda, pri tem sem zelo natančen. V zadnjih 5 letih mi nobeden protestnik ni pobegnil. Ugodno smo dobili opremo Comfort Plus, tako da imamo serijsko odbijač v barvi karoserija in leta platešča, električni premik ogledala in kar je najbolj pomembno, ogrevanje sprednjih sedežev in 400-vatno zvočenje. Hvaležni smo tukaj Tani Žagar, ki nam je podarila nekaj svojih CD-jev, ki so se izkazali za učinkovito sredstvo za preganjanje množic brez uporabe vodnega topa. Veliko je tudi sredstev, ki preprečujejo zastiranje pogleda same posadke. Na šipah so tako imenovani brisavci, ki pač obrišajo morebitno kri, ki bi ostala od protestnika, ki se ni pravočasno umaknil s poti delovanja javno-nadzornega sistema. Matej, ali tako majhna država res potrebuje 2 velika policijska vodna topa? Glede na to, da je državljanska pokorščina na dovolj visokem nivoju, ta hip ne potrebujemo niti enega. Kakšnih resnih protestov ni bilo že od mariborske vstaje naprej. No, je pa res, da se nikoli ne ve, kdaj bo ljudem prekipelo in bodo šli na ulice. Vse kaže, da je prag tolerance pri nas kar visok. Po eni strani imamo več kot 250 000 ljudi, ki živijo v revščini, ki so na robu socialne izključenosti, a hkrati tako apatični, da oblast z njimi že dolgo ne računa več resno. No, potem so tu še sindikati, ki dokaj redno prirejajo proteste, a ti so bolj folklora kot pa kakšni resni izbruhi nezadovoljstva. Če prav razumem, bi bil en top povsem dovolj. Definitivno. Hvala za ta pojasnila, Matej. Še novica iz sveta. Ruski predsednik Putin je obiskal turškega kolega Erdogana. Največ časa sta namenila odvečnim kilogramom in priljubljenim turškim telenovelam. Poglejmo. O, zdravo, dobro zgledaš. Hvala enako. Ti tudi? Mama sem se zredal mnogo leta, znaš. Res jaz tudi, po volitvah se samo še nažiram. Pust greva na vaga. Preračunavam. Putin 82 kil, Erdogan 90 kil. Poslušaj, bi se upal skočiti tukaj dol. Da. Valda. Če bi jaz zdaj skočil tle dol, bi se spode zbrali ljudi in bi me ujeli. Tako radi me imajo, res. Tudi tebe bi ujeli, če bi rekel, znaš. Lej, moj kolega ima ena prošnja za tebi, samo poslušaj ga, prosim. Mene zanima, če bi lahko zrihtali kakav vroga pri povedanju ljubezni 2. Lahko katerikoli. Če je opcija za kakšna ljubezenska scena, Je opcija. bi vam bil zelo hvaležen. Ne mogu obljubiti nista z nas. Tako, moram, kažem. Dobro, nekaj boš že zrihtal. To so bile najpomembnejše novice dneva. Malo bo na vrsti šport in za njim še estrada. Pozdravljeni v svetu športa. Naš najboljši kolesar Primož Roglič, zmagovalec prestižne dirke po Baski, se te dni vneto pripravlja za dirko po Romandiji, kjer je lani osvojil 3. mesto. A glavni cilj sezone še naprej ostaja Tour de France, tudi dirka po Sloveniji, ki bo v začetku junija. Posebej za bučke je povedal, zakaj si tako želi nastopati pred domačimi navijači. Poznamo vse ovinke,
klance, luknje na cestah, vse to sem prevozil neštetokrat. To bi lahko prevozil tudi za zaprtimi očmi. A se veselite tudi podpore domačih navijačev v progi? Ja, normalno. Prednost domačega terena je, da v progi vedno kaj dobrega za pojesti in popiti. Danes je sicer pri tem treba paziti zaradi doping testov, ampak pri nas je hrana še brez kemije. Hvala. V vrstah Liverpoola, polfinalista Lige prvakov, je v letošnji sezoni nepričakovano zablestel Egipčan Mohamed Salah. Nogometaš, ki je v svoji domovini tako priljubljen, da je na nedavnih volitvah dobil 1 milijon glasov, čeprav sploh ni kandidiral, je trenutno kralj strelcev v najmočnejši ligi na svetu in eden od glavnih kandidatov za zlato kopačko. No, ta teden mu je trener Jürgen Klopp izročil še eno pomembno klubsko priznanje. Čak, da vidim, če je ta prav. Čestitam, vse najboljše. Tole je zlati ventilator za tvoje dosežke, čeprav meni zdaj bi kapal. No, povejte, kaj vam pomeni ta skulptura? Ja, sem zelo vesel tega priznanja, ker vsak, kaj tazga prejme, ima pol malo bonusa, če je kaj z frknegišem. Saj ne, da ga rabite, že leto in pol niste dobili rumenega kartona. Povejte, je težko igrati brez fauliranja, spotikanja, porivanja in valanja? Ne, meni ni težko. Vsakič preden štartam na žogo, pomislim na drugega igralca, na to, da lahko vsak udarec pomeni poškodbo, zaradi katere lahko več mesecev manjka in tega mu vsekakor ne privoščim. Jaz mislim, da je pri nogometu treba brcati samo žogo. No, vaš trener nekaj sicer zavija z očmi, ampak marsikdo ne ve, da ste kot otrok v Egiptu poleg nogometa trenirali tudi balet. Res je, mislim, da se zaradi baleta premikam drugače, bolj elegantno, umirjeno. Včasih slišim našega trenerja, ko se nam dere s klopi, udrega ti brat, ampak jaz nisem tak. Čao. Potem, ko vlada ni izpolnila želje našim košarkarjem, da bi za osvojeno evropsko prvenstvo dobili malce višjo denarno nagrado, se je skupina glasbenikov na čelu z Zoranom Predinom in Robertom Magnificom odločila, da napravi velik dobrodelni koncert za naše zlate košarkarje. Moram kar povedati, da bomo imeli 2 koncerta, 40 € je karta, kar je ugodno. Za koncert in zdaj smo objavili še en datum v Mariboru, malo cenejši, dvorana Tabor. Viš, če se vsem malo človeka, pol boš verjetno eno karto kupil. Tudi če ne moraš prideti, ker vse damo njim, vsako kinto damo njim, razumeš? Ker drugače pač ne dajo. Oni se najprej oportunistično, malo slikajo, ima neki svoj interes, normalno. In kdor pričakuje kaj od politike, je naiven. Jaz nisem edini, ki menja to. To ni dobrodelnost, to ni samo za onih par tisoč evrov več na računu. Politiki žal ni fair playa, nikakor. Infante so zdaj to odkrili. Naj se vidi, kdo je pravi tovariš. In kako to pobudo glasbenikov komentira Miro Cerar. Več kot očitno je, da mu športne krivice ne sežejo do srca. In da zdaj enkrat za vselej razložim, za košarko je meni popolnoma vseeno, res vseeno, in tudi za rokomet in nogomet, za skoke, vse mi je za smučanje, samo gimnastiko včasih gledam zaradi fotra in imam tega dovolj imam tega športa. Tega je absolutno preveč. Ponavljam, absolutno preveč. Recimo zjutraj, ko pridem, me čaka tam varnostnik in me valjda vpraša, če se vsi vemo, da Buffon več ne more braniti, star je. Tem debatam bi se rad izognil in v teh športnih debatah ne želim sodelovati. In tudi v bodoče nikakor ne bom. Gledali ste Izmišljene novice, vidimo se naslednjo soboto. Lahko noč in mir, Svanec.